En lep pozdrav zopet v novem vlogu. Evo, danes štartamo malo drugače na bicikli, zato sem tudi malo zadihan. Šli smo peljati stranki, kjer bomo v bistvu gnoj nalagali pa trosili s tortija. Zdaj grem pa nazaj po Fligelco, tako da bo v bistvu ta prava akcija. Drugače smo pa že zadnjič nekaj vozili, tako da se vrnemo zdaj tam nazaj. Ajde, akcija! Tako, tukaj smo zdaj z Mihatom Novakom na lokaciji, kjer nalagamo gnoj. Evo ga. Tako da evo ga, zdaj naredimo drugo furo. Teren je kar v redu, no sicer tukaj, ko nalagamo, je malo mokro. Drugače na parcelah pa zaenkrat vse v redu. Delamo tudi malo jačjo dozo, ampak je tak lahki gnoj, tako da niti ne bi smel biti problem. Je pa zelo toplo, glede na to, da smo konec oziroma začetek marca, no. Tako da, ja no, gremo pa da vidimo, kako bo naprej. Drugače pa kot zanimivost, včeraj je bil pri meni Daniel Kofler iz podjetja EZ Agrar Slovenije. On je v bistvu glavni uvoznik, se pravi za Fligel in vse to pač prek njega gre v naslednje firme. In mi je v bistvu povedal eno zanimivost o Fligelci, ko prej nisem vedel, v bistvu čisto splošno, ampak moraš v bistvu gnati kar dan na 1000 obratov, ne na 540, jaz sem vedno mislil 540, avtomatsko pač, ko imaš trosilc za gnoj, misliš, da ga bi na 1000 dal, ampak zdaj danes, ko sem ga dal na 1000 obratov, pa je bolj slamnat gnoj, sem v bistvu šele videl, da dejansko veliko boljš drobi slamo in bom bolj tudi pokazal, kako to izgleda. Tako da vrhunsko, pa še kak meter pridobiš, tako da, evo, če imate kako vprašanje o kakih Fligelci ali pa o kakih tehnični zadevi na Fligelci, se pozanimite pred njem, no, res je stručko za te stvari. Tako da ja, no, bom pa prelepo njegovo vizitko zraven, tako da boste vedeli, kam se obrniti. Vrhunsko. Evo, tukaj se vidi, da v bistvu res lepo raztrosi, enakomerno, pa tudi res dobro razcefra oziroma razreže. Tako da kašele, ko je res predelan gnoj, kako to lepo razsipa. Tako da tisto bomo videli, ko bomo pri nas vozili, ampak zaenkrat res zelo zadovoljen. Evo, tukaj se pa zdaj vidi, da je gnoj že tudi malo bolj, kako bi rekel, predelan, ni več toliko slano vmes. Tako da je tudi malo težji, ampak za našo Fligelco to ni noben problem. Evo ga, po 6 Fligelcah smo uspeli sprazniti jamo. V bistvu je bil gnoj še ful bolj do sem, ampak ja, vse nam je uspeli zvoziti. Bilo je več, kot sem pričakoval, ampak za Fligelco nobenega problema. Zdaj gremo pa še to raztrost, potem smo pa tak fertik. Evo ga, Fligelca je doma, zdaj grem pa še po tortija.
vožnja gnoja poteka kar v redi, to je že 4. fura, verjetno bo še 1 ali pa 1,5, tako da je kar dosti tega. Medtem, ko pa mi tukaj trosimo gnoj, je pa doma v bistvu ena akcija in sicer danes že devajo podložen beton za temelje, za štalo, tako da se kar dogaja doma, no. Sicer res sem odsoten, ampak tam čez že vidim hruško, tako da betonirajo, ja. Ja, mi pa moramo to čim prej izvoziti, malo imamo težave, ker je dosti globoka jama, pa težko ven nazaj hodimo, se moramo s teleskopom riniti, ker je dosti mokro oziroma drsi, no. Tako da ja, ampak bomo rešili, tako da akcija. Evo ga, še zadnja fura pri stranki, mi smo bolj kar težave na koncu, da smo vse skupaj lahko spraznili. Zdaj pa pičemo do vodo, vidimo, kaj so naredili za štalo, za temelje. Pol pa mogoče, če bo cajt, bomo še 2 fure za nas zapeljali. Tam, ki bomo sijali krmni grah, ampak ni še ziher, tako da bomo videli. Gremo prvo domov. Tako, zdaj smo spotoma še leteli v zadrugo po soka, nam je zmanjkalo za živino. Zdaj pa, ko prijemo domov, vzamemo pa kante, gremo pa še na pumpo, ker je storti prazen, kante pa tudi, tako da bo treba narediti en refill. Tako, evo ga, stvari smo porihtali. Gnoja ne bomo več vozili danes, no, drugače pa moramo še napujtrati, se pravi poštimamo večerno štalo. V naslednjih dneh bo pa kar zanimivo, zaradi tega, ker se bo štala hitro postavljala. Bi rekel, v roku tega tedna bi mogla biti konstrukcija, se pravi stene in pa elementi postavljeni, tako da bo zanimivo videti, kako hitro bo tole zrastel, pa tudi kako bo pol na koncu izgledal, tako da spremljajte, no, se vidimo. Ajde ga, čau!